Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Potrpežljivost ni zmožnost, da bi čakali, ampak je način ravnanja med tem, ko čakamo. Potrpežljivost je duhovni sad. Grški slovar pravi, da je sad. Zapomnite si to. Ta sad se razvija samo skozi preizkušnjo. Danes bi vam rada govorila o dveh držah, kako imeti držo zaupanja in držo potrpežljivosti, kajti hočem, da bi bili srečni. Želim, da se veselite svojega življenja, želim, da se veselite vsakega posameznega dne življenja. Jaz sem zapravila vse preveč dni svojega življenja, ko sem se poskušala naučiti stvari, ki vas jih zdaj učim. Zares upam, da vam lahko prihranim nekaj tisoč potovanj okrog gore. Zares upam, da vam lahko pomagam razumeti to, kar nam je dal na razpolago Kristus v precej krajšem času, kakor sem ga jaz porabila, da bi to razumela. Tako vam lahko le povem, če imate zaupanje, vam bo to nudilo toliko veselja v vašem življenju. Toliko bolje je, kot pa da poskušamo vse razumeti in storiti po svoje. Sveto pismo pravi, da če smo potrpežljivi, nam nič ne manjka. Ničesar ni, kar bi pogrešali. Ničesar ni, kar bi vas lahko razočaralo ali pa uničilo. Nič takega ni. Vi samo čakate na pravi čas, na Božji čas. Hočem biti gotova, da boste razumeli, ker je to pomembno. Potrpežljivost ni možnost čakanja, ampak je način ravnanja med tem, ko čakate. Potrpežljivost je duhovni sad. Grški slovar pravi, da je sad. Zapomnite si to. Ta sad se razvija samo skozi preizkušnjo. Zaradi tega ljudje nočejo moliti za potrpežljivost. Zaradi tega nočejo kupiti učnih pripomočkov na temo potrpežljivosti. Zaradi tega, ko učim o potrpežljivosti, moram biti zelo pogumna. Ko učim o potrpežljivosti, vem, kaj bom dobila. Tako vas danes to učim, ker vas imam rada in bi vam rada pomagala. Pričakujem, da boste molili zame, da bom prestala to preizkušnjo, karkoli že bo, kot je zid tega poučevanja, da bom prestala s potrpežljivostjo. Amen. Kot sem povedala na začetku, vsaka dobra navada ima svoje korenine v eni sami drži, ki je predpogoj vsega, da se sploh katera od drugih drž lahko razvije. In to je drža ponižnosti. Ne moremo zaupati, če nimamo ponižnosti. Ne moremo zaupati, če nimamo ponižnosti, ker si bomo mislili, da za vsako stvar lahko dobimo odgovor, da moramo biti mi zraven, da mora biti po naše. Radi bi bili kot Sveti Duh, da smo vedno na dosegu roke in bi mi pomagali Bogu. V pismu Filipljanom 2:5 beremo, da moramo prevzeti isto držo, ki jo je imel Jezus, isti ponižen kot ga je imel Jezus. Ne moremo razvijati te druge dobre drže, če najprej ne razumemo ponižnosti. Mislim, da je ena izmed najtežjih kreposti. Mislim, da jo težko neprestano imeti v svojem življenju. Odkrita bom z vami in vam povem, da če ne boste študirali ponižnosti vsake toliko časa, prebirali knjig in študirali ponižnost v Svetem pismu, potem boste kakor jaz. Ali katerikoli drug z zvišeno držo. Jaz vem več kot ti, jaz sem boljši od tebe. S to držo se ne boste niti zavedali, da jo imate, kajti v svetu je to zakon. Zaradi neodvisnosti in ponosa ima danes toliko ljudi težave, da bi bili odvisni od Boga, ker bi bili radi neodvisni. Amen. Če nismo ponižni, bomo vedno poskušali opravljati delo, ki pripada Bogu. Veliko let svojega življenja sem porabila, da bi popravljala življenja drugih, svojih bližnjih. Nisem hotela reševati svojih problemov, ampak sem bila zelo vesela, da sem lahko reševala probleme drugih. Zelo vesela sem bila, da sem se vtikala v njihovo življenje, ga vodila, kakor da nisem imela dovolj opravka sama s sabo. Brez ponižnosti ne bomo mogli zaupati Bogu in ne bomo mogli potrpežljivo čakati nanj. Ponižnost in zaupanje. Ne poskušate razložiti stvari. Vi si lahko prihranite veliko trpljenja, če se samo odpoveste dokazovanju.
Zakaj, Bog, zakaj? Kdaj, Bog, kdaj? Zakaj, Bog, zakaj? Kdaj, Bog, kdaj? Koliko let svojega življenja sem zapravila, ko sem poskušala spraševati, zakaj je to in zakaj je ono in zakaj ne nekaj druga. Vendar vidite, v trenutku, ko zaupate Bogu, je to odločitev. To vam bom danes dokazala. Sveto pismo pravi znova in znova, zaupal bom v Boga. Zaupal sem v Boga. Vaše zaupanje je vaše. Od vas je odvisno, kam ga postavite. Danes vas sprašujem, komu boste zaupali? Če boste zaupali sami vase, boste zelo razočarani, ker se boste izneverili. Ne pravim vam, da ne zaupajte ljudem. Kmalu bom podala ravnovesje na to tematiko, vendar če se ozirate po ljudeh in mislite, da bodo ljudje vaš odgovor, boste razočarani. Kakor pravi Sveto pismo, če zaupate v Boga, ne boste nikoli razočarani. Ne boste dobili vsega, kar bi si sami želeli, vendar pa bo Bog prišel, če zaupate vanj. In veste kaj? Če zaupate v Boga, potem se lahko veselite svojega življenja, medtem ko Bog rešuje vaše probleme. Ali za koga v tej dvorani zveni tole kot dobra novica? Rekla sem, da se lahko veselite svojega življenja, medtem ko Bog rešuje vaše probleme. Amen. Poglejmo v knjigo Pregovorov 3. poglavje, 5. do 7. vrstica. Veliko časa sem porabila, da sem resnično razumela to besedilo. Kajti zdelo se mi je, da moram odgovoriti na vsa vprašanja v svojem življenju in da nimam časa počivati. Toliko let sem porabila, da sem skrbela zase in ni bilo nikogar, ki bi mi pomagal. In ko mi je Bog hotel pomagati, sem porabila kar nekaj let, da sem mu prepustila dogajanje in se podučila, da mi ni vedno potrebno vedeti vseh odgovorov. Da mi ni potrebno vedeti, kdaj bo Bog nekaj storil, ampak moram samo zaupati, kajti on ne bo zamudil, ampak bo njegov čas pravšnji. Če pa on ne stori po mojem, potem je njegova pot zagotovo boljša. Zaupanje je čudovito, zares čudovito. Pregovori 3:5. Zaupaj v Gospoda. Z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Ko se zanašamo na lastno presojo in razumevanje, se izkaže naš ponos. Na vseh svojih poteh pa ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze. To pomeni, da ni pomembno, kaj se odločite storiti, morate samo priznati Boga v tem in izreči, Bog, če ni to, kar ti hočeš, potem mi pokaži pot in ti bom z veseljem sledil, kakor pa da bi sledil svoje zamisli. Zelo všeč mi je 7. vrstica. Ne imej sam sebe za modrega. Ali vam lahko povem danes, ne da bi bila do kogarkoli brezobzirna in vsem vam čudovitim ljudem po televiziji, da mi enostavno nismo dovolj bistri, da bi lahko upravljali s svojim življenjem. Veliko vam lahko pomaga, če bi se samo pogledali v ogledalo in rekli, ti nisi dovolj bister, da bi lahko vodil svoje življenje. In če si misliš, da si, potem moraš samo pogledati nekatere svoje rezultate. V nekaj zadnjih letih, ko si poskušal uravnavati svoje življenje. To so v osnovi nekatere stvari, ki mi jih je Bog moral pokazati in upam, da sem se jih tudi naučila in jih bom znala podati naprej vam. Ko sem končno opustila spraševanje po vzroku, sem doživela toliko miru. Zame je bilo zelo težko v začetku, ker sem bila odvisna od iskanja po vzroku. Nisem se mogla odpočiti, dokler sem mislila, da moram odgovoriti na vsa vprašanja. Velikokrat se je zgodilo, da sem mislila, da že imam odgovor, potem pa sem ugotovila, da pravzaprav ne vem nič. Mi nismo na istem nivoju, kot je Bog. Bog uravnava vse z modrostjo. Ponižnost bo težka za vas, vendar pa se ponižnost z veseljem ukloni vsemu, kar Bog dela v vašem življenju. Potrpežljivo moramo čakati na Boga in moramo reči, Bog ima načrt, Bog ima čas, Bog ima čudovit in edinstven načrt za moje življenje. Sedaj hočem nekaj reči, ker hočem biti gotova, da boste to razumeli.
Za ljudi, ki so agresivni, kot naprimer jaz, in verjetno je velika večina takšnih, je čakanje na Boga kot neka zmešnjava, ker mi hočemo vedno nekaj storiti. Amen. Na svetu je sicer nekaj ljudi, ki raje ne bi nič počeli, ampak veste, tako oni nimajo preveč problemov s tem. Mi smo pa tisti, ki bi jih morali spodbuditi in nameniti brco, da bi se nekam premaknili. Vendar mislim, da velika večina nas hoče nekaj storiti. Mislim, da je naše meso polno tega. Kaj naj storim? Kaj naj storim? Kaj lahko storim? Le kaj naj storim? Amen. In samo misel o čakanju na Boga je za nas že tako dolgočasna. Kaj naj storim? Želim, da razumete, da nekaj morate storiti. Bog vam je dal popolno zaposlitev, vendar je to duhovna zaposlitev. Mi delujemo v duhu, ko Bog deluje v dejstvih. Vi rečete, kaj naj storim? Moli, študiraj, zahvaljuj se Bogu, da deluje v tvojem življenju, pa čeprav še ničesar ne vidiš ali čutiš. Vsak dan se vstani in reci, hvala ti Bog, da deluješ. In ob koncu današnjega dneva bom bliže odgovoru in svojemu izhodu. Tako dobro se počutimo, če se otresemo vsega negativnega mišljenja. Bog ne dela nič in čakal sem že 10 let in ne verjamem, da bi on lahko kaj storil. Kaj bo storil? Ne tako. Recite, Bog, hvala ti, da deluješ. Zares me ne zanima, kaj delaš, ker se zavedam, da karkoli boš ti storil, bo prava stvar. In jaz ti popolnoma zaupam. Druga stvar, ki jo lahko storite, ko duhovno delujete, da se držite svojih besed v sozvočju z Božjo besedo. Dajte no. Ni človeka, ki bi lahko brzdal svoj jezik. Od Boga potrebujemo veliko pomoči, da to lahko izvedemo. Tretja stvar, ki je zelo pomembna in jo morate storiti medtem, ko čakate na Boga in svoj izhod, da pomagate nekomu, ki hrepeni za svojim izhodom. Najhitrejša pot, da pridete do svojega izhoda, je, da ste blagoslov nekomu drugemu, ki potrebuje svoj izhod. To je najhitrejša pot. Tako imate veliko za početi in ste polno zaposleni. Najhitrejša pot, da pridete do svojega izhoda, je, da ste vi v blagoslov nekomu drugemu. Vedno me preseneča, da imam jaz probleme in Bog ne želi, da bi rešila svoj problem in mi ni dal možnosti, da bi ga rešila. In ne samo to. V istem času, ko nisem mogla pomagati sama sebi, me je Bog blagoslovil, da sem pomagala drugim. Vidite, Bog noče, da sami skrbimo zase. On hoče, da se naslonimo nanj in da smo od njega odvisni. Tako nimate zmožnosti, da bi reševali svoje probleme. Seveda so določene stvari, ki jih lahko storimo in se odločimo, tako da v življenju uporabimo modrost, vendar pa govorimo o tem, če smo v zares veliki zmešnjavi. In samo Bog lahko stori kaj pri tem. Ko vi mislite, da se ljudje v vaši bližini morajo spremeniti, morate najprej biti dovolj ponižni, da rečete Bogu, o Bog, če oni zares potrebujejo spreobrnenje. Verjemite mi ali ne, včasih smo mi tisti, ki bi se morali spremeniti. In mi si samo mislimo, da bi se morali drugi spremeniti. Tako sem začela. O Bog, če bi se moj mož David res moral spremeniti. Če se moji otroci res morajo spremeniti, potem zaupam vate, da boš storil, kar moraš storiti. Medtem pa, o Bog, pokaži mi moje lastne napake. Nočem samo moliti za probleme koga drugega in se ne ozirati na svoje. Tako moramo moliti z ponižnostjo, vendar samo Bog lahko spremeni ljudi v vašem življenju. Vi ne morete spremeniti ljudi, ki bi se morali spremeniti. Vi jim ne morete postaviti zakonov, pravil in predpisov in govoriti, če ne storiš tega ali onega, potem odstopam od vsega in se ne bom več pogovarjala s tabo. To lahko privede do spremembe v obnašanju za kratek čas, vendar če ni spreobrnenja srca, bo karkoli in se bo pojavilo nekje drugje. Drža je notranje mišljenje, ko si najde pot na prostost. Če ima kdo slabo držo, potem lahko samo Bog pride tja in ga spremeni. Zares je veselje gledati Božje delo, če se samo naučimo, kako ravnati. Nič ni lepšega in bolj sladkega, kakor edinost z Bogom.
Pred kratkim se je nekaj zgodilo in sem zjutraj rekla Davidu, danes bom govorila o Davidu Mayerju, kot še nisi slišal. Pomembno je govoriti o tem, kako Bog deluje, kar mi sami ne moremo storiti. Nikoli pa ne morete vedeti, kaj bo Bog storil. Velikokrat je šele potem, ko že vi mislite, dobro, naj bo karkoli, to me več ne zanima. Ni to res? Nič več me ne zanima, jaz te imam rada takšnega, kot si. Če pa se spremeniš, potem je to čudovito. Če pa ne, pa ne. Potem pa kar naenkrat Bog spremeni nekoga. Moj mož ima rad moške stvari, kot večina moških, in mislim, da je šel skozi krizo srednjih let. Hotel je imeti to in ono, naprimer podariti svoje mišice, avto ali karkoli že. Veste kaj? Kupil se je tisti brneč in hrupen avto. Saj veste, ko ga prižgeš in pritisneš na plin, je vse brum, brum, brum. In ko ga vozite, poskakujete. Jaz sem pa takšna, da se sploh nočem voziti z njim. Mislim, vse je lep avto, vendar pa ni tako praktičen, veste. Mislim, imava toliko stvari, ki te lahko iztirijo, če naj malo bolj pretrese, veste. Tako je. Nočem izstopiti iz avtomobila in hoditi. Rada imam udobne avtomobile z veliko gumbov, veste. In nočem se voziti. No, in kot vsaka nova igrača, v začetku ga je veliko vozil, postopoma pa ga je vedno bolj opuščal. Potem je prišel do točke, ko ga je vozil samo nekajkrat na leto in sem takoj začela. Ta avto boš moral prodati. V mislih je imel določeno vsoto denarja, ki bi jo po njegovem moral dobiti za ta avto in je bilo veliko več, kot je zanj dobil. Tako je postal trmast, kakor znajo biti moški. Bil je nekaj takšnega, ne bom ga prodal, dokler ne dobim zanj toliko in toliko. Tako sva medtem še plačala zavarovanje in avto je stal v garaži. Dala sva ga na popravilo, ker se je pokvaril tudi, ker je predolgo stal. Mislim, tako vneto sem poskušala, da ga naj proda in sem se jezila, ker ga ni hotel prodati. Poskušala sem ga prepričati, naj že proda ta avto. Molila sem zanj, da bi prodal avto. Namigovala sem mu in ni bilo šans, da bi ga prodal. Govorila sem mu, da nimava niti prostora v garaži. In to je problem. On pa, ne prodam avta. Končno sem bila tako nervozna, ker je trajalo tako dolgo. Koliko izmed vas se zaveda, če resnično nekaj hočete in se vam zdi, da je druga oseba tako smešno, trmasta in trdovratna, da sploh ne more videti. Koliko izmed vas se zaveda, da če imate malo ponosa, je to kot Koliko mojih sester lahko občuti to bolečino? No, dobro, končno mi je Bog podaril zmago in jaz sem rekla, ta avto lahko stoji tukaj do drugega Kristusovega prihoda. Ni mi mar, sploh se ne sekiram, ne bom se več obremenjevala, ne bom mu ga niti omenila, niti enkrat več. Ne bom ga spraševala, če ga bo prodal, to ni moj problem. Ne in ne. Nisem še končala svoje zgodbe. Pusti mi končati mojo zgodbo. Čakal sem, da se ona zaveda prave stvari, ki jo hoče storiti Bog. S tem avtom. Ves čas je Bog hotel, ne da bi jaz prodal avto, ampak da bi ona opustila skrb glede avta in ona tega preprosto ni zmogla. Torej, položaj. Torej, situacija je takšna. Ne govori moje zgodbe. Bog ima vedno svoj načrt in si jo je pridobil, veste. No, tisti avto mi ni pomenil toliko. Zares je bil veliko večino časa v garaži, nisem ga veliko vozil, vendar sem čakal, da meso začne odmirati in končno je odmrlo. In ko je enkrat odmrlo, sem si rekel, ne rabim več avta, Bog dal ga bom njej, da ga lahko proda.
No, kakorkoli. Najin sin je vozil izposojen avto. Ko se je sposoja iztekla, ni hotel kupiti svojega, ampak je vprašal, če lahko za nekaj časa vozi očetov avto. In David je pritrdil. Tako je nekaj časa vozil sin in potem se je pokvaril motor. Morala sva plačati popravilo, da sva zamenjala motor. Sedaj si vi mislite, če nisem ponovno pritiskala nanj, daj prodaj že ta avto, moraš ga prodati, prodaj ga. Najin sin je poklical nek večer in mi rekel, da bi bilo dobro, če bi oče prodal tisti avto. In rekla sem mu, on pa ga že res ne bo prodal. Rekel je, no, govoril bom z njim. Rekla sem, nič ne bo koristilo, ker ga ne bo prodal. Vse sem že poskusila, vse je zrekla, vse naredila in ga ni hotel prodati. Tako je rekel, daj mi ga na telefon. Podala sem mu telefon in David ga je poslušal za približno 2 sekundi ter rekel, ja, mislim, da imaš prav, mislim, da je čas, da prodam avto. Jaz sem pa bila kot, Bog, to ni smešno. Tako mi je Bog dal stvar, ki sem jo hotela, vendar mi jo ni dal na moj način. Dajte no, to je nauk za vse nas. Bog mi je naklonil to, kar sem hotela. Če je to, kar si želite za vas prav, vam bo Bog dal, vendar ne tako dolgo, dokler želite po svoje, na svoj način. Morate reči, Bog naj bo tvoj načrt, tvoja volja, tvoj način in tvoj čas. Medtem pa se bom jaz veselila svojega življenja, ker sem že utrujena od vsega tega, da bi upravljala stvarmi. Prav. Rada bi se napotila k Psalmu 106. David vedno pravi, da ga je Bog postavil v moje življenje, da bi križal moje meso. Res je, to pravi. Stvar je, da ima prav. Prejšnji teden mi je povedal, navado ima, da me prekinja, glede tega se tako jezim. Rekla sem mu, a veš, da je nevljudno? Rekel je, jaz te ne prekinjam, ampak samo posegam v pogovor. Na dan je prišel z nekaterimi stvarmi. Psalm 106, 12. vrstica. Čudovita razlaga. Izrael mu je zaupal in bil od njega odvisen. Nato so verovali njegovim besedam, peli so mu hvalnico. Videli so stvari, ki jih je Bog delal in so mu peli hvalnico. Vendar, ko je minilo samo malo časa, se je zdelo, kot da Bog sploh ne deluje. Hitro so pozabili vsa njegova dela. Videli so dela, ki jih dela Gospod in so mu peli hvalo, vendar ko je minilo le malo časa in se je zdelo, kot da Bog nič ne dela, so v trenutku pozabili nanj. Poglejte, na njegov načrt niso čakali, ampak so poželjivo hlepeli v puščavi. Naj vam razložim, kaj mislim. To razlago mi je Bog podaril pred mnogimi leti. Verjamem, da smo poželjivi za stvarmi, ki se jih želimo tako močno, da si mislimo, da ne moremo biti srečni brez njih. Mi si poželimo stvari. Če si jih tako zelo želimo, da ne moremo biti srečni brez njih. Vi ste lahko poželjivi za pozicijo prvega molivca ali bralca v vaši cerkvi. Če si to tako zelo želite, da brez tega ne morete biti srečni in sedite tam in ste ljubosumni na vsakoga, ki ima to pozicijo, poželite si lahko vsako stvar na svetu, karkoli. Nič ni narobe, če si nekaj želite. Vendar pa si ne moremo tako zelo nekaj želeti, da brez tega ne bi mogli biti srečni. Amen. Poželjivo so hlepeli v puščavi, Boga so preizkušali v pustinji. Kar naprej so spraševali Boga za vse tisto, česar niso imeli. Kar naprej. Kar naprej so se obešali na stvari in zagotovo to ni bila prava drža. Tako jim je dal to, kar so zahtevali, a poslal je nadnje sušico. Poslal jim je bolezni, pustoto v duše in zmanjšal njihovo število zaradi bolezni in smrti. To je precej neverjetno, kajti zdi se, da je takšna situacija, da vam Bog celo da to, kar ga prosite, samo zato, da vam pokaže, da to ni to, kar si najbolj želite. Zato mislim, da moramo biti nekoliko previdni, ko tako vztrajno in nenehno prosimo za nekaj, kar pravzaprav ne moremo podpreti z Božjo besedo.
Kar moramo bolj pogosto izreči je: zgodi se tvoja volja, Bog, zgodi se tvoja volja. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname, predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.